Humanitarno društvo Adra Slovenija s transparentnim in strokovnim sodelovanjem vrača ljudem dostojanstvo. Že kar nekaj let delujemo na področju 4 večjih programov, in sicer Napolnimo Slovenijo s srečnimi otroki, zdravje v socialno ogroženih družinah, integracija in združevanje družin in nenazadnje pomoč in odziv v kriznih situacijah in naravnih katastrofah, kot je bilo na primer tudi zdaj v času koronavirusa COVID-19. Delujemo v tesnem sodelovanju s krščansko-adventistično skupnostjo kot ustanoviteljico društva, pa obenem tudi ministrstvi, fundacijami, podjetji in posamezniki. Globalni moto mreže Adra se glasi, da služimo človeštvu, da bi vsakdo lahko življenje živel tako, kot ga je za nas sanjal in načrtoval Bog. Koliko lahko pomagamo ljudem, da si jim olajša trpljenje, pa je v veliki meri predvsem odvisno od podpore naših donatorjev in prostovoljcev. Samo s pomočjo donacij smo lahko lansko leto 2019 uspešno zaključili s povečanim številom članov, prostovoljcev in tudi povečanim številom organizacij, s katerimi sodelujemo tako kot v Sloveniji kot tudi tujini. Pomoč smo nudili v sodelovanju s Črno Goro, Bosno in Hercegovino, Mozambikom, Zimbabve in Francijo. Končno je kar 450 otrok prejelo šolske potrebščine, 51 se jih je brezplačno udeležilo tudi v tabora na Ptuju. Veliko pomoči smo namenili v Bosno in Hercegovino za pomoč pri posledicah migracij in tudi združili Jonasovo 5-člansko družino iz Eritreje, ki od konca oktobra v miru prebiva v Sloveniji. Prva polovica leta 2020 je bila zelo aktivna, predvsem zaradi posledic širjenja okužb s COVID-19. Na tem področju odziva na to globalno krizo, kjer je ogromno ljudi izgubilo tudi prihodke, smo pomoč ponudili že takoj ob razglasitvi stanja epidemije. Adra Slovenija je bilo že od začetka aktivno pri odzivu na širjenje okužb s koronavirusom, tako kot po celi mreži Adra po svetu. Sprva smo aktivirali nekaj prostovoljcev za pomoč na terenu, povezali smo oziroma dali smo na razpolago svojo pomoč civilni zaščiti, različnim občinam in tudi krajevnim skupnostim. Pokazalo se je, da imajo občine že to pomoč na terenu zelo dobro razvito, tako da smo potem z raziskovanjem potreb na terenu ugotavljali različne potrebe, ki so se pojavljale, zato smo se tudi različno odzivali po fazah. Kontaktirala nas je direktorica iz Doma za ostarele Šmarje pri Jelšah, kjer je izrazila željo, da bi rada svojim zaposlenim in stanovalcem zagotovila določene prehranske dodatke, ki bi jim omogočili, da bi lažje prebrodili to krizo, torej da bi dobili nekaj, kar bi jim zagotovilo dvig imunskega sistema. Tako so nastale košarice zdravja, ki vsebujejo lokalno pridelano sadje in sokove, prehranski dodatek vitamin C. Dodali smo pa tudi revijo Čili in zdravi, ki pa ima noter nasvete, kako vzdrževati v bistvu zdrav življenjski slog. Kot druga akcija smo si zastavili paket solidarnosti, to je v bistvu komplementaren paket pomoči, ki ga ljudje lahko dobijo drugje. Kot tretja akcija pa seveda nismo mogli pozabiti na naše šolarje, ki so se v bistvu iz šolskih klopi nenadoma prestavili za domače delovne mize. Brez kakršnekoli opreme, v bistvu teh otrok je bilo ogromno in po pogovoru z uslužbenci v šolah, starši, smo beležili potrebe tudi še na koncu aprila, da se otroci niso mogli uspešno vključevati v izobraževalni sistem.
zaradi tega, ker jim je manjkala tehnična oprema. To akcijo smo organizirali na začetku tako, da smo dali podariti svoj stari laptop, torej tisti, ki je imel svoj stari računalnik, ki je bil še delujoč in je bil primeren za uporabo, so ga naši prostovoljci, ki so informatiki ali računalničarji popravili, usposobili, da je lahko potem ta računalnik služil naprej. Neodvisno od našega društva nas je kontaktirala študentska iniciativa. Skupaj smo se odločili, da bomo donacije, ki jih bodo študentje prispevali od svojega kriznega dodatka, namenili za pomoč pri učenju od doma. V okviru njihove iniciative pod sloganom Študentje podpiramo enakopravno izobraževanje za vse in v okviru našega programa Napolnimo Slovenijo s srečnimi otroki smo v prvih parih dnevih že zbrali dovolj denarja, da smo lahko zagotovili 10 prenosnikov. Nedavno smo prejeli več denarnih sredstev za pomoč ranljivim skupinam in pa predvsem osebam, ki so v tem času izgubile prihodke. Kot omenjeno, smo pripravili pakete solidarnosti, ki so sestavljeni iz higienskih pripomočkov in pa vavčerskim sistemom vrednostnih kartic za nakup prehrane. S tem vavčerskim načinom komplementarne prehrane smo eni redkih v Sloveniji, ki nudimo ta način pomoči in je visoko cenjen in omogoča posameznikom, še posebej pa bolnim, dostop do zdravih prehranskih izdelkov, ki jim jih drugi načini ne omogočajo. V tem času bo vse skupaj torej več kot 30 otrok prejelo prenosnike za učenje od doma in več kot 400 oseb pomoč preko paketov solidarnosti. Radi bi ti sporočili, da je obseg pomoči, ki jo lahko nudimo ljudem, odvisen res od čisto vsakega posameznika. Čeprav včasih ne čutimo te odgovornosti in mislimo, da bodo v ta namen prispevali drugi ljudje, je pomembno, da se zavedamo, da šteje čisto vsak prispevek in da samo in izključno skupaj lahko dosežemo neke vidne rezultate. Zato ti iskreno hvala vnaprej, ker pomagaš pomagati tistim, ki to pomoč še posebej zdaj res potrebujejo. Upamo, da bo tudi tebe nekoč čakala roka, ko jo boš res potreboval.